Z rojaki Slovenci po vsem svetu. Utrip njihovega vsakdanjega življenja spoznavamo v oddaji Brezmejno. Lepo zdrav, doktor Pavel Ocepek, lepo zdrav v Sarajevo. Namreč tam vodite že lektorat za slovenski jezik na univerzi v Sarajevo že 11. leto. Bi nam hoteli malo pravzaprav predstaviti vaše delo, naloge, poslanstvo, ki ga opravljate v tem glavnem mestu Bosne in Hercegovine? Seveda, z veseljem. Morda najprej malo zgodovine, da človek dobi vtis. Filozofska fakulteta Univerze v Sarajevu je stara, te dni praznuje 75 let. Ustanovili, odprli so jo leta 1950 in že kmalu po ustanovitvi je Stanko Janeš, ki je bil sicer bibliotekar, 4 leta poučeval slovenščino od leta 55 do 59. Potem pa se je lektorat nekako razvil v letu 72 in je deloval vse do leta 92. Zvrstili so se takrat 3 lektorji, dr. Jasna Honzak-Jahić je bila večkrat, pa magister Velimir Đurin in Ljubica Črnivec. Potem je vojna naredila svoje in šele leta 2005 smo zopet v okviru Centra za slovenščino, se pravi sodelovanje z Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ponovno odprli lektorat. Od tega odprtja pa do danes sem sam lektor. Pozicioniran sem na oddelku za slovanske jezike in književnosti, sicer v master programu po diplomskem programu kot obvezni in izbirni predmet, hkrati pa lahko vsi študentje Univerze v Sarajevu obiskujejo predmet kot fakultativni predmet, kar se je izkazalo oziroma se vedno znova izkazuje, da gre za zelo dobro odločitev, saj imam zaradi tega od 70 do 100 študentov vsako leto. Številka je res zanimiva, predvsem z gledišča, ker gre za študente, ki si bodisi želijo nadaljevati študijsko kariero, nadaljevati s študijem v Sloveniji na eni od slovenskih univerz, na masterju ali doktoratu, bodisi da želijo priti v Slovenijo in delati svojo profesionalno kariero, torej poiskati poklic. Tako da je bera teh študentov od medicine, farmacije do tehničnih znanosti, strojništvo, elektrotehnika, promet, skratka ena cela pisana druščina študentov, ki se zelo intenzivno učijo slovenščine. Seveda, poučevanje in vsi ti študenti so en vidik lektorata. Lektorat nima samo te naloge poučevati, učiti slovenščino kot drugi tuji jezik, temveč gre za širši okvir, gre tudi za eno promocijo na eni strani slovenske znanosti, se pravi nenehnega stika z matično ustanovo, z matičnimi ustanovami, zato vsako leto organiziram gostujoča predavanja iz Slovenije, seveda na temo slovenistike, bodisi je to literatura, kultura, jezik. Hkrati seveda je tudi skrb za razne bilateralne izmenjave, kot so Erasmusi in nenazadnje moji študenti dobivajo potem štipendije, bodisi preko Erasmusa, bodisi za seminar, bodisi preko Cepusa za Univerzo v Mariboru. Tudi to je ta infrastruktura, za to infrastrukturo nekdo mora skrbeti, samo od sebe se nič ne zgodi in zato je to tudi to naloga lektorja. Tretja, ena taka zelo močna stvar pa je promocija slovenske kulture, literature v tem umetniškem segmentu. Zato na primer letos že 9. leto zapovrstjo organiziram dneve novega slovenskega filma v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in Slovenskim društvom Cankar.
v Sarajevu, organiziramo pa v seveda elitnem osrednjem kinu v mestu, to je kino Meeting Point. 3 večere, 3 filmi, zgodba se vsako leto ponavlja, sodelovanje je res odlično in predstavljamo vsako leto res tisto najboljše, najnovejše, kar v Sloveniji nastane. Ob tem seveda so tudi še drugi literarni, v preteklih letih sem organiziral precej literarnih gostovanj, prišle so pesnice, potem se je tudi prevajalo, objavljalo v tukajšnjih strokovnih ali pa časopisih za literaturo in književnost, predstavitve. Skratka, vse to skupaj tvori lektorat znotraj neke institucije, seveda pa tudi to včasih ni dovolj, treba se je povezovati z širšim okoljem, ne. Tu lektorat sodeluje tudi zelo dobro ali pa veliko z veleposlaništvom Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, ne. Skupaj smo vendarle močnejši in navezava na slovensko skupnost, ki živi v Sarajevu oziroma ki se druži v okviru centra oziroma v okviru društva Ivan Cankar Sarajevo. To Tako društvo, na kratko. Ja, hvala. Pavel, izčrpno, lepo. Pavel, je to društvo edino v Sarajevu, ki združuje Slovence, ali jih je več? In ne nazadnje, glejte, iz Slovenije ni tako daleč do Sarajeva, nostalgija še nas stalno daje. Sarajevo je bilo svoj čas, vsaj v mojem času, pop središče tedanje Jugoslavije pa Balkana, ne? Da ne govorimo o Indeksi in tako naprej, kasneje Bijelo dugme. Ne? Še vedno pravite filmski festival, ki je eden bolj znanih, Slovenci se ga udeležujemo, smo radi tam, zraven tega pa glasba, zopet generacije spoznavajo, meni se zdi ta bosanski melos nazaj. Ja, zdaj tako je. Društvo je samo eno, ki združuje, ampak ker je Bosna precej velika, imamo potem v drugih delih Bosne in Hercegovine druga slovenska društva. Kar se tiče Cankarja, se pravi Slovenskega društva Cankar v Sarajevu, je verjetno eno najstarejših teh društev, ima več kot 100 let tradicije, dobro organizirano, dobro delujoče društvo. Seveda ste pa odprli zelo sociološko široko temo, ne. Slovenija pa Bosna in Hercegovina, posebej Sarajevo, sta bila vedno zelo, zelo povezana. Če začneva z Ivanom Cankarjem, ki je tukaj začel pisati Hlapce, vsi vemo, njegov stric je bil tukaj duhovnik. Potem ne smemo, nikakor ni zanemarljivo dejstvo, da je Ivana Kobilca delovala in živela v Sarajevu. In ne nazadnje na to, kar pa verjetno naju veže ali pa mlajše gledalce, so pa tudi olimpijske igre, ne. Tudi moj oče je gor na Igmanu varil konstrukcije in tako, oziroma na Trebeviču konstrukcije za skakalnice, na Igmanu za bob steze. Dejansko smo vsi na nek način povezani. Je pa nekaj res, ne. Jaz z distanco opazujem vse te množične praznične selitve Slovencev v Bosno in Hercegovino, posebej v Sarajevo, ki ga preplavijo. Na eni strani je zagotovo ta nostalgija, po drugi strani pa se je Sarajevo vendarle toliko spremenilo, da za svojim precej močnim vzhodnim islamskim vplivom predstavlja en drug uvid, eno drugo kulturo, eno mešanico. Pa vemo, Slovenci obožujemo čevapčiče, obožujemo burek, vsemu, kar rečemo burek, tudi ni burek, bi morala biti kakšna pita in tako dalje. In seveda tudi, ne nazadnje, morava reči finančno, ker je to čevapčiči in burek hitra hrana, ima tudi finančno posledico hitre hrane, ne. Se pravi, je sprejemljiva za slovenski žep, pivo je vseeno malček cenejše kot v Sloveniji in
še vedno obstaja nekaj klubov, čeprav ne več. Že v teh 10 letih, odkar sem jaz v Sarajevu, se je to blazno spremenilo. Ko sem prišel, so še bili živi in delujoči 4 bistveni klubi alternativne scene, kot je Sloga, če se morda kdo od Mhm. gledalcev spomne. Um, To je žal, ali pa underground, to je žal, ti klubi so propadli, je pa nekaj nove scene in imam občutek, da se v zadnjih letih počasi, ampak res zelo počasi, ta scena sicer nikoli ni izginila, ampak da se krepi, bi rekel. Vemo pa vsi, ne, da je Balkan, zdaj če gremo pa na širši teritorij, ta turbofolk glasba toliko prevzela je tudi Slovence, ne nazadnje je kraljica naša Senidah in se tukaj tudi Slovenci dobro počutijo. Ne. Mhm. Da bi pa, da bi pa rekel, da je samo ta nostalgija tista, ki vleče, mislim, da je več dejavnikov. Bosna je tudi ne nazadnje ves čas prisotna v slovenski zavesti zaradi ene druge zadeve in sicer zelo močne gospodarske navezave. Mi moramo vedeti, da smo Slovenci drugi v vrsti z investicijami, z sodelovanjem, bilateralo v Bosni in Hercegovini in ne nazadnje. Zdaj iz glave statistike ne vem, ampak mislim, da več kot nekih 300 000 ljudi se je v zadnjem desetletju preselilo v Slovenijo, delovne sile. Se pravi, se tudi miselnost v Sloveniji z sosedi, z priseljenci, ki prihajajo iz tega okolja, se povezuje, se staplja in zato je potem zanimiv tudi obisk te države. Tako da gre predvsem za nek širši sociološki fenomen. Mhm. Doktor Pavel Odsepek, rekli ste prej, da je malce kulinarike, tisto, ki jo poznamo, ne, čevapčič in tako dalje. V našem društvu bržkone se takole na zunaj pokažejo ob kakšnih praznikih, ob kakšnih proslavah, ob kakšnih slovesnostih, tudi s kakšnim kulturnim programom. Koliko pa je zaslediti, koliko je moč dobiti kaj slovenske kulinarike v Sarajevu? Mm. Bolj malo predvidevam. Ne, preseneča me, naprimer, zdaj sem asociativno preskočil na eno trgovino, kjer piše originalna kranjska klobasa. Ne. No. Pa seveda se ne spuščam v debate, da bi napisal, da bi rekel, da originalna obstaja samo v Sloveniji, da je zaščitena z poreklom Evropske unije in tako dalje. Kar se slovenske kulinarike tiče, mislim, da je še prekmurska gibanica prisotna, da jo poznajo, eno varianto, ampak vse vemo, to je zopet, prekmurska gibanica je zopet širše regionalno zastopana ali pa razne skutine, sladice, pite, pogače in tako dalje. Drugače pa ne, moram reči, nimamo v Sarajevu, tako kot je egejska restauracija, Ja. palestinska restauracija, turška, tega v Sarajevu ni, no. Slovenske restauracije ni. Pavel, koliko prostega časa ostaja? Precej ste vpeti, seveda, v svoje delo, profesionalno delo. Je dovolj ponudbe muzejev, gledališč, kakšne opere v Sarajevu, če je človek zainteresiran, oziroma ljubitelj tega, ne? Seveda, je dovolj, je zelo pestro kulturno dogajanje, ne nazadnje v Sarajevu delujejo 3 profesionalna gledališča, kjer pa ob Narodnem še Sartre in Kamerni teater. In Sartre je tisto gledališče, ki nekoliko spominja na ljubljansko Mladinsko. Drama popolnoma ne izpolnjuje svojega nacionalnega cilja biti drama, ampak ker imajo dovolj tudi komedij in tega repertoarja, je pa hkrati v Narodnem gledališču tudi seveda balet in opera. Moram pa izpostaviti, da je pa glasba kot simfonični orkester, kot opera, da so precej močni, tudi glasbena akademija zelo dobro deluje in srednje glasbene šole in tako. Tako da je teh produkcij absolutno vedno dovolj, predvsem pa je Sarajevo
zaznamovano s festivali. Na eni strani že prej smo omenili ta filmski festival, Mhm. ki je ne samo regionalno, ampak evropsko pomemben. Imamo pa tudi, naprimer, zelo močen gledališki festival MES v oktobru, ki je drugi ali tretji največji gledališki festival v tem delu Evrope, če še ta Sterino pozorište in tako dalje. Potem pa imamo festival Sarajevska zima, kjer je pa bolj glasbeno obravnavan, ne smemo pozabiti jazz festivala Sarajevo. Skratka, so festivali in nekako imamo občutek, da od vojne, po vojni so umetniki zelo radi hodili v Sarajevo, da so pripomogli k razvoju, k ohranitvi, k stabilizaciji, k ponovnemu rojstvu te, lahko tudi rečemo, prave ali pa visoke umetnosti. In so si ti festivali prijeli in obdržali in dejansko tvorijo, dajo dušo mestu. Mhm. Morda za konec takole še malce k športu. Namreč v rajnki Jugoslaviji ne, smo bili veliko krat v Sarajevu, sploh nismo čutili, da bi tam kakšna nasprotja obstajala, ne nacionalna, ne verska, takole na zunaj, prišleki. Ampak tisti, ki smo malo bolj spremljali šport, pa smo že takrat čutili, veliko pred razpadom Jugoslavije, da vendarle železničar Sarajevo, če omenim dva nogometna kluba, so pa bile tu kar precejšnje, že ne bom rekel navijaške razprtije, ampak ideološke postavitve na eno delavski klub, železničar na drugi strani, meščanski klub, podprt z, ne vem, inteligenco in ne vem še s čim. In če kje se je takrat tu že občutilo, ampak nismo bili pozorni na to. Kako je danes pravzaprav športom v Sarajevu? Ja, najprej bom malo komentiral vaše Ja, precej, moram si dovoliti reči, poenostavljeno no, pogledanje. brško ne. Veste, o nacionalizmih, o delitvah, pogledih, to je tako sociološko kompleksno, že cel Balkan. Ne? Zdaj seveda v Sloveniji, ker smo bili del Jugoslavije, gledamo predvsem na Jugoslavijo, gledamo na Bosno in Hercegovino kot največjo talko vsega tega, pa vendarle je treba pogledati na celoten Balkan in iti v zgodovino veliko bolj nazaj. Predvsem moramo najprej zelo dobro poznati drugo svetovno vojno, da bi lahko razumeli situacije danes. Nič ni črno-belo, nič ni tako enostavno. Ne? In zato je Sarajevo, predvsem pa Sarajevo, zdaj, če gledamo zgodovinsko, od 15. stoletja naprej, gre za eno zelo, ali pa še prej, 14., 13., 14. stoletje, ker tukaj so se Turki obdržali. Ne? Tukaj je preživela islamska religija, se pravi, islam je preživel, se je obdržal in ukoreninil. Ne? In seveda moramo vedeti, da na enem tako majhnem prostoru, če samo religiozno gledamo, pustimo politično, Ja. je treba sobivati z tremi različnimi veroizpovedmi. Ne? Vidimo danes, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, v Palestini, kjer je nemogoče, oziroma si nekdo ne želi sobivanja, ne, dveh veroizpovedi. Tako da so ta nacionalistična, nacionalna, verska in politična vprašanja zelo občutljiva in mislim, da bi, kadar govorimo o teh temah, morali imeti vedno distanco in predvsem veliko, veliko znanja, da bi lahko razumeli. Absolutno pa je vedno na koncu človek tisti, ki živi v tej sredini in ki lahko samo opazuje, ali pa ne nazadnje mnogi od njih nosijo tudi te posledice, ki se dogajajo ob nepremišljenih potezah. Je pa res, da je šport, če se navežem zdaj na to, vedno podaljšana roka tudi ljudstva, ker ljudje potrebujejo že od Rima dalje, dajte nam kruha in iger. In seveda je šport tu najbolj prikladen in nogomet kot danes najbolj populariziran in dobičkonosen za mnoge fante obljubljena dežela. Šport, ki najbolj ki najbolj
provocira čustva, ne, in jih dovoli z hipnozo, kolektivnim spominom tudi vzbuditi. Ne. Je pa res, da imajo tudi, naprimer, zelo sem presenečen, kako so športno aktivni ljudje, prebivalci v Sarajevu, so športi. Pustimo, tako kot Slovenci, tudi oni zelo radi hodijo v planine, v gore, v hribe. Ampak morda je smučanje, čeprav imajo smučarska središča, malo manj popularno kot v Sloveniji, so pa športi od badmintona do plavanja, ne vem, raznih borilnih veščin. Skratka, ogromno nekih športov, aktivnosti, ljudje niso zaspali. No, šport je prisoten, seveda je pa druga stvar, da pogoji pa niso na tem nivoju, da bi lahko vzgajali toliko profesionalcev, naprimer atletika in tako dalje. Vse se začne, ko pride pa do razvoja mladega človeka, ko bi moral naprej nadaljevati, tu pa je strani države manjko podpore te infrastrukture. Doktor Pavel Ocepek, glede na to, kar ste povedali, izpovedanega, da imate takšno število študentov vsako leto, študijsko leto, potem se ni zabati, da nekako ne bi ostali v Sarajevu brez slovenskega jezika oziroma poučevanja, to tako ali tako ne, ampak je to sila spodbudno, ne nazadnje gre za eno od nekdanjih republik, ne, je to drugače kot pa recimo na lektoratu, bom si sedaj izmislil v Španiji ali pa nekje drugje, kjer pač povsem drugače govoreči. Ja, se ne bom strinjal z vami, veste, to je tako kot pri smučanju, če greva na šport. Danes si na vrhu, jutri si pa lahko malce zadaj. Na podnu, ja. Ne, stvari se zelo hitro spreminjajo v akademskem prostoru. Po Evropi, v bistvu ne samo po Evropi, tudi na Balkanu, študiji jezikov, te klasične, kot smo jih poznali, izginjajo, se zapirajo, študijski programi se spreminjajo in v bistvu zaradi vse infrastrukture, ki se je zgodila, ne govorimo o prometu, ampak o infrastrukturi v znanosti, kjer je podpora umetne inteligence, slovarjev in tako dalje, so danes študiji jezikov postali nezanimivi oziroma ne atraktivni in oddelki dejansko se zelo hitro praznijo in zato se tudi zapirajo po Evropi študijski programi. Slej ko prej se bo to tudi začelo dogajati v Sarajevu oziroma v Bosni, kjer se pa pojavlja drug problem. Namreč, zaradi, že prej sem omenil, migracij, se je bazen zelo, zelo spraznil, kar potencialno pomeni, da so generacije manjše in manjše in je manj in manj ljudi, ki bi študirali. Torej, to je globalni problem, ne? Ja, za Bosno pa zelo velik problem, zaradi tega, ker je zdaj generacije, ki bi morale biti polne, ti starši so zdaj v Sloveniji in ti otroci hodijo v Sloveniji v osnovno šolo, ne hodijo v Bosni. Se pravi, teh otrok nekoč ne bo na fakulteto, ker jih ni, ne. To je ena zadeva, druga zadeva je pa ta, zdaj mi je pa misel pobegnila, da je, ja, v bistvu ta manko teh mladih otrok oziroma mladih, ki bodo šli na fakulteto, je prvi problem. Drugi problem pa je ta, da je Bosna in Hercegovina s svojim izobraževalnim sistemom se zelo razdrobila in imamo zelo, zelo veliko univerz in fakultet, kar posledično zopet pomeni odliv študentov. Tako da v tem kontekstu, ker ponujam fakultativni predmet za vse študente na univerzi, še gre. Ampak tudi univerza se zadnja leta sooča z velikim upadom študentov, tako da tudi ta moja zgodba ni za večnost, ne, ampak bo treba biti pozoren na te spremembe in pravočasno odreagirati. Pavel, če poučujete fakultativni jezik, ni treba biti tako strog, kaj ne, kot tisti, ki seveda je profesor
Ne, veste, vsi na koncu upravljajo enaki izpit in za Tako. znanje je potrebno nekaj narediti. Tako da tu ni odstopanja zaradi tega, ker je edino znanje tisto, ki šteje. Ne? A veste, vem tudi, na kaj ste morda malo ciljali. Ja, Bosna je znana iz preteklosti, da se je marsikaj dalo ali pa se marsikdaj da kje kaj kupiti. Ne? kupiti. Vam moram povedati, da to so deviacije, da je to rak rana nekega sistema, ki se ne dogaja v Sarajevu. Univerza, kot je Sarajevska univerza, s takimi fakultetami, zato je tudi študenti nimajo nobenih problemov in so ti programi akreditirani in so tudi priznani v Sloveniji. Tako da tu se ljudje ukvarjajo res s pravo znanostjo. Moram reči, da ogromno slovenskih fakultet, profesorjev sodeluje. Ne vem, poznam zelo odlične zgodbe z arheologi, gozdarji, da ne govorimo o elektrotehniki, strojništvu. Dejansko se tudi tukaj, ne glede na to, da okoliščine res niso vedno vzpodbudne, da je premalo investicij v znanje in znanost z državne ravni, da se pa vseeno so zelo veliki strokovnjaki, ki se znajo ukvarjati z znanostjo in temu primeren je tudi nivo pri študentih. Lepa hvala za današnji pogovor, predstavitev, seveda, podrobno predstavitev življenja družbenega, društvenega v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini. Dr. Pavel Ocepek z lektorata, oziroma ste na lektoratu za oddelku za slovanske jezike in književnosti slovenskega, ste sicer Slovenska filozofska fakulteta, ne? Ste pa na univerzi sedaj zaposleni v Sarajevu, poslani iz Slovenije. In želim vam kaj drugega kot še toliko energije, kot jo imate, in veliko, veliko uspehov tudi v prihodnje. Hvala za povabilo, za klepet, vsem gledalcem pa srečno v Slovenijo. Srečno tudi vam v Sarajevu.